21. maj 2009. Odločil sem se, da bom naredil 100 km s kolesom. Počutil sem se dobro, nisem bil preveč utrujen. Rekel sem, če naredim še 100 km, bo super, kaj mi lahko škodi. Sedel sem se na svojo specialko, rekel sem, ok, grem na Ribenco, grem potem na Divačo, iz Divače grem na Sežano, iz Sežane grem na Senožeč, iz Senožeč grem na Postojno, se odpravim, občutek je dober, 2 treninga sem naredil, ampak lahko nadaljujem. Grem naprej, grem, kolesarim, pridem do prvega vzpona, ok, dam nižjo, rečem, zdaj pa stisni in šopaš gor. To bo super trening. Grem gor, vrtim, naenkrat pekoča bolečina v kolenu, levem. Boli me, peče me, rečem, nič posebnega. Grem naprej, bom dal malo nižjo, bom šel bolj počasi, ta klanc ne more biti nič kako groznega. Pridem na vrh hriba, dobro je, vse sem se gret, super je, dam spet naredim. Se vrnem nazaj domov, občutek je dober, naredim še malo stretchinga, pojem dobro večerjo, spijem en magnezij, super, regeneracija bo, nimam drugih problemov. Grem spat, občutek je dober, se ležem, zaspim, imam 8 ur, spim in potem grem delati. Zjutraj vstanem, se zbudim, da bom stopil na nogo, ne morem hoditi. Koleno me boli. Natečeno je, ne morem pokrčiti kolena. Komaj s težavo oblečem hlače. Vzamem jih, oddaleč oblačim, brez da bi upognil koleno. Zelo težko je, vsi veste, kako je to težko. Si jih oblečem, grem delat, ne morem delati, ne morem hoditi, boli me. Rečem, ok, zdržim, sem prišel na delo, zdržim do konca. In delam, rečem, jutri grem zdravniku. Grem zdravniku, mi reče, imate vodo v kolenu, vnetje kolena, morate iti na punkcijo, bergle boste dobil, ne morate hoditi, morate iti na bolniško, sigurno so potrgani ligamenti, boste imeli rehabilitacijo, mogoče greste na operacijo, meni se je celoten svet samo porušil dol. Super, sem rekel, ok, kar bo pa bo. Me bojo že zdravniki znali poštimati, vse zato so. Grem na slikanje, čudno, nič ne videti. To je zato, ker ni magnetna resonanca, ker je navadni rentgen, ne? Naredimo punkcijo, pa boste že dobro. Ok, naredijo punkcijo, super stvar, taka igla v koleno, voda ven, ekstra. Naredijo punkcijo, grem, boste v Izoli čez 2 meseca naročeni, vse bo hitro, ok. Drug teden ne delam, seveda, ne moram športati, pustim vse športne aktivnosti, ne kolesarim, ne treniram drugih. Punce majhne sem takrat treniral, sem nekako še s tistim kolenom okrog racal, drugo sem mogel vse pustiti. Doma sem, jem, ležim, poletje je dejansko pred nami, ne moram se kopati, ne moram iti v vodo, ne moram nič. Čez 2 tedna ponovno na punkcijo, koleno je ponovno natečeno, kri je v vodi, v kolenu, verjetno je res neka huda poškodba, ne vejo kaj je, ker še vedno nisem na vrsti za rentgen oziroma za magnetno resonanco. Pride končno ta junij, konc junija, grem na magnetno resonanco, slikajo, čez toliko časa boste dobili, oziroma bo vaš zdravnik dobil vaše slike, počakajte, takrat naredim novo punkcijo kolena. Dobijo izvide, nič, ne vejo kaj je. Ni nič, verjetno niti tako hudo. Primejo koleno, vlečejo, boli seveda, ampak ne, oni rečejo, da ni nič. Ker me pač vnetje kolena boli, dobim vnetje gležnja, dobim vnetje stopala, vnetje kolka, vnetje se mi seli po celi nogi levi. Ne moram hoditi, nič ne moram. Avgust mesec, oni rečejo, mi ne vemo, kaj bi počeli z vami. Verjetno vam ni nič. Vas pošljemo še na infekcijsko v Ljubljano. Gremo infekcijsko v Ljubljano, mi vzamejo vse, pogledajo za vse infekcije, a sem mogoče karkoli, kakšna infektivna bolezen, ki obstaja, nimam nič. Nič nimam. Nič. Vse je dobro, vse je super.
Po njihovih izvidih sem jaz zdrav, ampak jaz še vedno ne morem hoditi. Upravljam bergle, levo nogo imam bolj suho, bolj švoh, boli me križ, ne morem stati, ne morem nič. In pač moj zdravnik mi reče, Tibor, za vas imamo super eno stvar, dali bomo te tablete, prav spomnim se, polovica je bila plava, polovica bela, in na škatli pisano Naklofen Duo. Če nekdo to ne ve, kaj je, to je dejansko protibolečinska tableta, zelo močna. Lejte, Tibor, tako ima se 4 škatle, ko vam zmanjka, pridite nazaj, vam bomo dali nove, ni problema. To je bila rešitev zdravnikov, ki so meni pomagali, da mene ne boli več koleno. In seveda, ker mislim, sem zgubil bolniško in vse, sem šel delati. Ampak brez pomoči Naklofena nisem mogel. Sem vstal zjutraj, sem pojel Naklofen. Čez 2 uri sem šel delati, sem pojel Naklofen. Ko sem delal, sem jel Naklofen, in ko sem prišel domov pred spanjem, da se ni popustilo in da bi ni še bolj bolelo, sem pojel še en Naklofen. Se pravi 4 Naklofene na dan, da sem lahko normalno delal. Super, ne čutiš nič, ekstra. Shujšaš 15 kg, ne moreš jesti, boli te želodec. Zjutraj vstaneš, komaj čakaj, da spiješ ta Naklofen, da ne čutiš nič. Ekstra občutek. Sam sebi sem šel na živce, pozabil sem, kaj je šport, pozabil sem, kaj me veseli, pozabil sem, da dejansko uživam v športu. Ker kako, če ga ne moram izvajati? Če ne moram nič. Če sem mogel pustiti vse aktivnosti, ki sem jih prej vsak dan, po 2-krat, po 3-krat na dan treniral, sem mogel pustiti. Ker jih ne moram izvajati. Ne moram hoditi na breakdance, ne moram na hip-hop, ne moram kolesariti, ne moram teči, ne moram plezati, nič ne moram. Nič. Doma sem. Ali pa v službi z Naklofeni. To je to. Super. In potem je bil 1. april. Vstal sem, se pogledal v ogledalo in se rekel, a boš ti res tako celo življenje živel? A si ti budala? A si ti mona? Ja, pametno sigurno nisi, če ješ 4 tablete na dan, pa misliš, da je to dobro, da je to rešitev. A ker je zdravnik rekel, da je to prav, da ti poješ 4 tablete, a boš to delal? Se pravi, zdravnik reče, in jaz to upoštevam, ker pač drugega mi ne preostane. Ne, ne boš. Prva stvar, ki jo boš naredil, je to, da boš pustil tablete. Pustil jih boš. In začel telovaditi. Tudi če te boli, tudi če trpiš, tudi če jočeš, cviliš, karkoli hočeš, nehal boš tako živeti in začel boš nazaj telovaditi. Ok. Si rečem, dobro, bom pustil tablete, nej bo, dam tablete stran, groza. V smislu, da bom, ne vem, nisem pričakoval, da bo res tako grozno. Stopim na nogo, boli, še vedno hodim delati, nisem doma. Ker seveda vsi govorijo, da vse je v redu z mano. In prvo začnem iskati vaje, s katerimi lahko jačam stegenske mišice in mišice, ki držijo koleno skupaj, brez da pokrčim koleno. Najdem jih, seveda obstajajo. Hvala Bogu, si jih je nekdo zmislil. In sicer to so vaje stegnjeno nogo, stiskanje mišice, nadzorovano, stisniš, držiš toliko časa, popustiš, obtežiš nogo z nečem, jo počasi dviguješ gor, stiskaš mišico, spustiš, se obrnaš, delaš v obratno smer, na notranjo stran dviguješ nogo, na zunanjo, se pravi, počneš z vseh strani, utrjuješ vse mišice na nogah, počasi z uporom, na to damo elastiko, na to poskušim pokrčiti koleno in gre malo bolje je, ker so mišice malo močneje. Hrbet me neha boleti. O, super, si rečem. Hvala Bogu, vsaj neki. In potem sem na temu, da se moram naučiti hoditi. Ker zakaj? Skoraj 1 leto nisem hodil pravilno, ker me koleno bolelo, sem uporabljal bergle, sem se nastanil samo na desno nogo, ko sem dal bergla stran, sem delal brez bergel in sem večinoma uporabljal samo desno nogo, levo pa samo za pomoč, da se lahko šel naprej. In seveda, kaj se je zgodilo? Začel sem šepati. In šepanje je postala moja naravna hoja. Šepal sem. Ampak
Zakaj? Ja, ker me je bolelo. In potem sem to osvojil in avtomatiziral. In ponovno sem se naučil, oziroma mogel naučiti pravilno hoditi. Postaviti peto, iti stopalom naprej, zaključiti s prsti, ponoviti z drugo nogo, potisniti peto, stopalo, prsti, ponovno leva, peta, prsti, desna, peta, prsti. Poskušati imeti težo telo in cel gib na obeh nogah enakomerno, uporabljati obe nogi enakomerno, obe stopali enakomerno, obe nogi, mišici, kolke, boke, vse enakomerno. Toliko časa, dokler to ni postalo moje naravno gibanje. Naučil sem se ponovno hoditi. Super, hvala Bogu, ne šepam več. In potem sem začel hoditi na sprehode. Ko sem bil dovolj pogumen, sem se lotil celo delati počepe ob steni, postavil sem se s hrbtom ob steno, dal noge naprej, se spustil do pravega kota, držal toliko časa, kolikor sem lahko. Ko nisem mogel več, sem se počasi dvignil gor. Zelo težko je bilo, poskusite, še zdaj je to težko. Se dam ponovno ob steno, noge se naprej, se spustim do pravega kota v kolenih, položaj izgleda, kakor da sedim na eni stolici, držim, gib držim, vstanem gor, ok, malo bolje je, en teden je že mimo, počutim se, da sem boljši. Ok, poskusim narediti počep brez stene. Se postavim pravilno, postavim stopala, rahlo v širini kolkov, prsti rahlo na ven, se zravnam, medenico vam pod sabo, grem počasi v položaj počepa, zadnjico potiskam nazaj, pazim na kot v kolkih v kolenih, zadržim, grem do bolečine in počasi vstanem gor, zatiskom nog, zatiskom zadnjice, nadzorujem svoje telo. Super, gre mi bolje. Boljše sem, se čutim, da sem bolj močen. Kje sem bil 2 meseca nazaj, kje sem zdaj? Super sem. In počasi začnem s kolesom ponovno, čist lahke, ne vem, Turce, ravne 5 km, zmaga, 10, super, to je kot da bi pretekel en ultramaraton. Grem naprej, grem hoditi, grem teč. Ponovno se odpravim plezati. Minilo je 6 mesecev. In jaz se zavem, jaz sem boljši, meni gre, nijem več težav. In takrat ugotovim eno stvar. Jaz si želim to početi v svojem življenju. Jaz želim ljudem najti, kaj so njihovi nepravilni gibalni vzorci, kaj so njihove težave, kako jim pomagati, kako jim svetovati, najti način za njih, se poglobiti vsako stvar in jim pomagati ponovno zaživeti. To si želim delati. Vedel sem že odprej, da me šport veseli, uživam, to je vse ok. Ampak končno sem našel, kaj želim dejansko jaz delati s svojim veseljem do športa. In to je to. To si želim. To si želim. Pomagati. In zato sem zdaj tukaj in vam odgovarjam na vsa vprašanja in organiziram te webinarje vsako sredo in se trudim, da najdem način, kako vam izboljšati vaše življenje. Danes je prav en poseben ponovno dan, odgovarjamo na vaše vprašanja, na 7 vprašanj bomo odgovorili. Za eno vprašanje sem celo rešitev najdel. Dobro. Instagram, spremljite nas, če rabite karkoli, pejte na Facebook, čau. Prvo vprašanje, ki se ga bom danes lotil, je najhitrejši način, kako shujšati do poletja. Andrej me je to vprašal, legenda, je super vprašanje. Kako najhitreje shujšati do poletja in katere vaje uporabiti? Jaz sem iskal, sestavljal in naredil program, ki si ga lahko brezplačno naložite po končanem webinarju. In sicer s klikom na komentar v tem webinarju, na Instagramu pojdite pogledati, na Facebook, stran motiviraj.me. In sicer, našel sem način,
4 najboljše vaje za izgubo maščobe do poletja. To je počep, jumping jack, skleca in vojaški poskok. Vse vaje sem postavil v PDF priročnik, ga lepo oblikoval, razložil vsako vajo posebej, kako jo izvesti, kje jo lahko izvajaš, doma, v dnevni sobi. Jaz sem to dejansko dokazal s tem, da sem vaje delal v dnevni sobi. In celoten ta priročnik, kjer imate tudi način razložen treniranja, si lahko zdaj brezplačno po končanem webinarju naložite s tem, da kliknete v komentar na povezavo, vpišete svoj e-mail in dobite priročnik brezplačno. In garantiram vam, da s temi 4 vajami, če boste trening izvajali 3-krat tedensko, boste sigurno shujšali do poletja. Sigurno. Če bodo vse druge stvari tudi poštivne, tako ko morajo biti. Se pravi, 4 najboljše vaje, Andrej, so počep, skleca, jumping jacki, vojaški poskoki. Ampak važno je pravilno zaporedje, ki sem ga naredil v priročniku, in pravilen način izvajanja tega treninga. In sicer po Tabata sistemu, o katerem smo govorili 2 webinarje nazaj. In to je Tabata sistem, 20 sekund delaš, 10 sekund počivaš, 8 krogov delaš in to potem ponavljaš 20 minut. Spravi, 20 sekund poskušaš izvajati vajo čim hitreje, čim močneje in ko končaš 20 sekund, imaš 10 sekund pauze in ponovno to ponoviš. Ampak vse imate razloženo v priročniku, ki ga boste dobili v komentarju, oziroma s klikom na komentar si boste prenesli ta priročnik. Naprej, gremo na drugo vprašanje. Ali, če želim hujšati, moram tudi jesti zdravo? A je hujšanje povezano z zdravo prehrano? Nažalost ni. Ni obvezno, da ti shujšaš, če je zdravo. Kaj je pomembno pri hujšanju? Pri hujšanju je pomembno, da je kalorični vnos v razmerju oziroma v deficitu. Kar pomeni, vnesti moramo manj, kot porabimo, oziroma porabiti moramo več, kot smo vnesli. Edino tako lahko hujšamo. Ni pa vedno povezano z zdravjem, ker lahko hujšamo in nismo zaradi tega bolj zdravi. Zato nam mora biti prioriteta pri vsem skupaj, Anja, to je zate vprašanje, oziroma odgovor, da če že hujšate, da hujšate zdravo. In to se pa da. Ni pa nujno jesti zdravo in hujšati. Mi lahko tudi gremo v McDonald's vsak dan. In če si izračunamo, da v McDonald'su meni pojemo v tistem dnevu toliko, da smo v deficitu, se pravi, da pojemo manj, kot smo porabili, shujšamo. Druga je zdaj ta stvar, če je ta prehrana v McDonald'su zdrava, koliko je primerna, koliko je pravilno kalorična, koliko je pravilno sestava te hrane, kakšna je sestava, a je to res kakovostna hrana. To zdaj ni pomembno. Mi dejansko lahko shujšamo tudi, če jemo v McDonald'su. Ampak pomembno je, koliko pojemo v tem McDonald'su. Ni pa to zdravo. Nima to veze z zdravjem. Ker, če si predstavljate, na primer, punce, ko grejo na oder, bikini model, fitness model, a so one zdrave, ko so tam na odru, ko nimajo skoraj nič maščobe, ko je njihova ta bazalna maščobno tkivo zelo v minimumu, a so one zaradi tega zdrave? A one odražajo neko zdravje tam? Ja ne odražajo zdravje. To, da so one gor na odru, ne pomeni, da so zdrave. To, da so one gor brez maščobe, lepo oblikovane, z lepo postavo in tako naprej, to ne pomeni, da so one zdrave. Lahko so v osnovi, če bi naredili analizo, pogledali jetra, pogledali delovanje ščitnice in vse ostalo, lahko so v zelo nezdravem stanju. Lahko so celo v kritičnem stanju. Lahko celo trpijo za cirozo jetra, zaradi podoločenih
poživil, zdravil, ki so jim pomagali doseči to postavo. Tako da, če hočeš hujšati, ni nujno, da je to zdravo. Da se pa hujšati na zdrav način, to pa ja, ni pa nujno. Anja, upam, da sem ti odgovoril. Lej, super si bila, če imaš še kakšno vprašanje, napiši mi prosim v privat sporočilo. Naprej. Naslednje vprašanje je v bistvu, koliko beljakovin moram pojesti, če bi hotel nekako zadovoljiti dnevne potrebe. Na to vprašanje sem že večkrat odgovoril. Vnos beljakovin je zelo pomemben. Zakaj? Naše telo je v osnovi zgrajeno iz beljakovin. Seveda vsebujemo tudi vodo in druge stvari, ampak osnova, naša glavna opeka, se pravi, če se predstavlja, da smo mi hiša, osnovna stvar, ko se hiša gradi, je opeka, ne? To je pač nek temelj. No, naša opeka je sestavljena iz beljakovin in so nujno potrebne za normalno delovanje telesa, za hujšanje, za občutek sitosti, za regeneracijo, za to, da se počutimo dobro, da nimamo težav in tako naprej. Beljakovine so pomembne. In sicer pri moških lahko tako osnovno, kolikor jih moramo vnesti, je 2 do 2,5 grama na kilogram telesne teže. Kar pomeni, če imam jaz 100 kilogramov, moramo vnesti vsaj 200 gramov oziroma do 250 gramov nekje beljakovin, da zadostim dnevne potrebe po beljakovinah. Če sem pa ženska, pa imam 60 kilogramov, pa naj bi bilo nekje od 1,5 do 1,8. Kar pomeni, če sem težka 60 kilogramov, moramo vnesti najmanj koliko? 90 gramov beljakovin na kilogram telesne teže. Najmanj, če imam 60 kilogramov. 90 gramov je minimum, pa ne gremo kje 130, 140, 150, če imam 60 kilogramov. Oziroma lahko tudi manj. Ne? Razumljivo? Ok. To je bilo zate, Tilen. Beljakovine so pomembne, vnašati jih moramo. Zdaj, so to živalske, so to rastlinske, to ne bom spremenil vašega mišljenja. Ni to moj namen. Sami dajte sebi izbrati beljakovine. Če gledamo raziskave, so nekako po sestavi najboljše živalske beljakovine. Res je, da mi pojemo v osnovi preveč živalskih beljakovin, kot narod se da tudi malo mogoče kompenzirati, oziroma malo bolj humano uživati beljakovine, ampak pomembno je, da jih vnašamo. Sve, da ni naš dnevni vnos baziran samo na ogljikovih hidratih, ampak naj bo baza beljakovina. Potem pa so pod njo vlaknine, ogljikovi hidrati, od spode maščobe, če govorimo o normalni prehrani, oziroma da ni neka usmerjena dieta LCHF, govorimo ketonska, Atkinsova in ne vem kaj še, paleo in ne vem kaj še vse ostaja. Zdaj naslednja bo spet neka nova in tako naprej. Ne? Beljakovine so pomembne, vnašati jih moramo dovolj, in moški in ženske. Potem imamo, ali je obvezno uživati prehranska dopolnila, če želim jim doseči rezultat. Ja, ni nujno. Če ti dejansko svojim dnevnim vnosom vnašaš dovolj hranil, se pravi dovolj beljakovin, dovolj ogljikovih hidratov, dovolj vitaminov, dovolj mineralov, dovolj maščob, a je nujno potem piti whey po treningu? Ne, ni nujno. Ni nujno. A je nujno piti BCA aminokisline? Ni nujno, če imaš zadosten vnos. A je nujno spiti vsak dan eno šumečo tableto, multivitaminsko? Ja, ne, ni nujno. Če poskrbi za to, da imaš dnevni vnos vitaminov dovolj velik, da imaš tedenski vnos vitaminov dovolj dober in da imaš mesečni vnos vsega skupaj dovolj dobro. Če boš en dan mogoče premalo vnesel, ne pomeni zaradi tega, da si naredil vse narobe, če boš celoten mesec delal naprej pravilno. Okay? Ni nujno pomembno, da vnašaš prehranska dopolnila, če imaš sigurno
zagotovljene celoten kalorični in dnevni vnos mikrohranil in makrohranil. Če zadovoljiš potrebe, ne potrebuješ dodatkov. To je to. Najbolj zanimivo je, tako ko vidim nekoga, ko pride prvič v fitness, on ne razmišlja, kaj je moj cilj, kako bom začel trenirati, kakšen plan bom zbral, a bom uporabil trenerja, a bom vprašal njega, da mi pravilno svetuje, kako delati, ne mi naredi en program, ne bo moj mentor, ne bo moj osebni trener. Ne, kar je najbolj pomembno je to, da si kupim shaker, da si kupim proteine, da si kupim gainer, da si kupim fat burner, da si kupim BCA-jke in da imam to vse skupaj tam v torbi in to na konci mešam, kot da sem koktejl majster in si lepo zmešam in to potem pijem in zaradi tega sem jaz dejansko nekaj bom dosegel v fitnessu. Ne, ni res. Ni to bistvo. Če ti nimaš osnove, spravi, če nimaš pravilnega vadbenega programa, če nimaš usmerjenega ciljnega programa, če nimaš prehrane poštimane čez cel dan, lahko spiješ 5000 različnih škatel praškov. Pa ne bo to. Ne bo. Osnova je pravilna prehrana, pravilna vadba in potem po potrebi dodaš še kakšno drugo stvar. Po potrebi. Ni pa nujno. Ni to nujno. Da dosežeš rezultat. Ni nujno. Sem imel tudi stranke, ki nič nikoli ne vzamemo, rezultat dosežemo. Ni rezultat vedno samo hujšanje. Lahko je rezultat tudi dobro počutje. Ampak za dobro počutje ne rabiš vedno po treningu spiti beljakovinski prašek. Ne? Ni pač. Za dobro počutje pomembno. Ok. Kako se opreti skušnjavi in reči ne? Martin, na naši strani motiviraj.me, kjer že vem, da si in tudi tam si videl, da ta webinar izvajamo, imamo en super intervju z psihologom, ki sodeluje z nami, se pravi Matej Tušak. Lansko leto smo ga snemali, ko smo odgovarjali na vprašanje, kako se uporeti skušnjavi in reči ne. Jaz ti lahko zdaj povem, naprimer, Martin, kaj on takrat rekel. Kot najprej si zapolni svoj dnevni čas, prosti čas. Več, ko imaš zapolnjen čas, bolj, ko je usmerjen k tvoji motivaciji, manj možnosti ima za skušnjavo. Več časa, ko imaš, več imaš časa razmišljati o svoji skušnjavi in se osredotočaš na njo. Potem, če se odločiš za hujšanje, postavi si jasno, kaj te bo motiviralo vmes. Kaj bo tvoj cilj, kaj bo tvoj vmesni cilj, kaj bo tvoj začetni cilj, kako se boš nadgradil, oziroma kakšno nagrado si boš dal, ko boš dosegel nekaj. Ker si moraš dati nagrado, nekaj si dosegel. A je to -1 kila? A je to, da si začel jesti zajtrke? Kakšna bo tvoja nagrada? Ker naredil si nekaj, ne? To je tvoj prvi cilj, če hočeš shujšati. A si začel jesti zelenjavo, čeprav nikoli nisi jedel? Super, nagradi se. Privošči si še več zelenjave, ne? Hecam se. Ne vem, nekaj drugega, neko nagrado si postavi. Eno kepco sladoleda. A bo zaradi tega bolj debel? Ne. A bo zaradi ene salate shujšal? Ne boš. Nagradi se. Počuti se dobro. Uživaj v svojemu cilju, uživaj v temu, kar si zastavil. Edino tako ga lahko dosežeš. Če to samo eno trpljenje, da samo trpiš in trpiš in trpiš, ne boš dosegel, trpel bo zraven, oziroma boš prišel do njega in boš rekel, ne bom se več trudil, briga me. In se boš vrnil nazaj. In kaj se bo zgodilo? Zgodi se jojo efekt, o katerem bomo govorili kasneje. Zaradi jojo efekta se vrneš nazaj, imaš manj motivacije, veš, da si samo trpel, da nisi užival, ko si to dosegel svoj cilj in se boš tudi teže odločil ponovno za ta cilj. Zato si jasno postavi, kaj bo tvoja motivacija, kako se boš motiviral vmes in na kakšen način boš to motivacijo nagradil, da boš imel še več motivacije. In potem še več in še več in še več, dokler počasi ne prideš do svojega cilja. To je najboljši način, ki dejansko je primeren in je 100% zagotovljen rezultat. Potem pa, zakaj nastane jojo efekt? Marina, jojo efekt, verjetno si ga doživela. Zakaj nastane jojo efekt in kaj dejansko
jojo efekt je. Jojo efekt ni ena dobra stvar, ni pozitivna, je zelo negativna. Ponavadi nastane iz tega, ko smo se hujšanja lotili na napačen način in smo mogoče pretiravali v tem, da smo premalo pojedli, v tem, da nismo pravilno si postavili prehranski načrt, v tem, da smo se sami mogoče lotili tega, da nismo imeli pravilnega strokovnjaka, ki nam je zraven svetoval in pomagal. In kaj se je zgodilo? Kratkoročno, v zelo kratkem času smo dosegli en cilj, in kar se zgodi kratkoročno, traja tudi kratko časa. In potem se je zgodilo to, da smo se nazaj zredili še bolj. In temu se reče jojo efekt. Ker telo zaradi enega pomankanja, hitrega pomankanja kalorij, nenadne spremembe, premalo vnosa in vsega, začne se počutiti, kot da ga izčrpavamo, se pravi, bomo umrli, nekaj nam bo narobe, nekaj slabega se nam bo zgodilo. In zdaj on zgublja, rabi to, rabi iz telesa vse in potem pa kar naenkrat dobi presežek. In kaj se odloči? Aha, presežek je prišel, zdaj on pa to čim več spravil, čim več nazaj nase, pa še malo več bom dodal, če slučajno se še kdaj zgodi, da tako nenadno začnem hujšati, da slučajno ne bi, potem se mi spet zgodilo slabo. To je jojo efekt. Temu se moramo poskušati izogniti. Ampak izognemo se lahko samo na način, da si svoj, bom rekel, koncept hujšanja, prehrane, vadbe postavimo skupaj s strokovnjakom, ki nam bo počasi s koraki svetoval, kako spremenimo svoje navade, ne nenadno, ne kar naenkrat, ampak dejansko počasi nam svetuje in na ta način nas spremenja eno po eno nepravilno navado in nam tako spremeniti celoto. Ker če nam nekdo naenkrat da, moraš jesti zajtrke, potem ne smeš jesti ogljikovih hidratov, ful zelenjave pojej, pi vodo, 5 litrov vode spi, potem 8 obrokov na dan, ne 8, 2 obroka na dan, ne 2 obroka, 3 obroke na dan, nehi jesti ogljikovih hidrate, JLCHF in naredi eno zmešnjavo in mi začnemo vse skupaj se držati, to je preveč za naše telo naenkrat. Eno po eno spremembo na dan, oziroma na teden, oziroma na mesec. Ker zakaj delamo? Delamo korenito spremembo za celo življenje, ne samo za kratek čas. Hočemo ta čas podaljšati in da to postane naše življenje in da se mi zaradi tega boljše počutimo. Drugače je vse skupaj brez veze. Nima pomena, če naredimo nekaj na hitro. Samo do poletja. Zakaj samo do poletja? A ne bilo samo za celo življenje? A ni to lepše slišati? Za celo življenje, da se počutim dobro, da se počutim zdravo, da se počutim fit. Če je potrebno pretečem 20 km, če je potrebno dvigniti 50 kg, dvignem 50 kg, če je potrebno skočiti, skočim, če je potrebno se dvigniti, se dvignem. To pomeni biti fit. Ne imeti 0,8 cm maščobe na svojem trebuhu, pa 0,4 na tricepsu, to ne pomeni biti fit. To nima veze s fit. Fit pomeni, da se počutiš dobro v svoji koži, da si zadovoljen sam s sabo, da se ti da živeti zdravo, da živi zdravo. To pomeni biti fit. In to ne imamo cilj. In potem ne boste dosegli tega, da boste imeli jojo efekt. Če vam bo to cilj, da se počutite dobro in da ste dejansko zdravi, potem ne bo jojo efekta. Pomembno je to, da imamo nov začetek, korenito spremembo naredimo po korakih, dober načrt postavimo in da si vedno analiziramo, do kje smo prispeli in kaj se dogaja. Ker brez tega, da analiziramo, kaj se dogaja z našim telesom, ali smo bliže našem cilju, ali smo kaj spremenili, ne bomo vedeli, če nam to uspeva. In potem je ponovno brez veze. Analiza je potrebna in pomembna. Kar pomeni, greš počasi, korak, po enem tednu pogledaš, spremenil sem to stvar, kljubca, grem naprej
Hočem spremeniti to, da bom dejansko pred obrokom vsakim spil 2 do 3 deci vode, tople, naredim, spijem, drug teden kljubca, uspel sem, držim se ponovno naprej, to zdaj že obvladam, nov cilj, grem to in to, 3. teden, 4. teden, 1 mesec je mimo, se zvagam, se zmerim, pogledam analizo programa, a sem dosegel kaj s prehrano, a sem dosegel kaj z vadbo, a sem spremenil svoje življenjske navade, se počutim bolje zaradi tega. Ok, prva klica narejena, grem naprej, to je analiza. In ponovno, kaj potrebujem še spremeniti? To, super, spreminjam eno stvar, to, dokler jo ne spremenim. Jo spremeniš, super, grem ponovno drugo stvar. In ponovno narediš analizo, si uspel, kako ti gre, ti ne gre dobro, narediš korak nazaj. Nič ni narobe s tem. Narediš korak nazaj in rečeš, ok, kje sem ostal, to mi je bilo pretežko, bom zdaj malo 1 teden držal to, kar že znam, pa bom ponovno spremenil. Če narediš en korak nazaj, ne pomeni, da si zaradi tega naredil narobe, da si propadel, da ne boš uspel svojega cilja izpolniti. Ne, to pomeni dejansko, da veš in da se zavedaš, kaj hočeš imeti od tega. In greš počasi naprej. Ana, jaz upam, da sem ti odgovoril. Vsa vprašanja, ki mi jih vi postavite, bom dal vse od sebe, da vam odgovorim. Ampak, a veste, da drugi teden v sredo, ob 18:30, prihaja malo drugačen webinar. Ta webinar v bistvu bo tako narejen, da bomo telovadili, vsi skupaj. Vse, kar boste potrebovali za naslednji teden za telovadbo, je to. Blazina oziroma neka mehka podloga, da je udobna. Udobna oblačila, lahko je to trenerka, lahko je to kratke hlače, kratka majica, plastenka z vodo, brisača, da se malo brišemo, pa vsaj, da imate nekje 2 kvadrata prostora okrog sebe, če smo omigali. Ker vsak webinar, ki ga bomo imeli zdaj, bo vezan bolj na praktični del. In sicer, imeli bomo webinarje, ki bo vezane na telovadbo, webinarje, kjer bomo kuhali skupaj, mogoče tudi vi doma, ali pa boste vse skupaj si zapisovali pa naredili sebi recept. V glavnem, webinarji bojo usmerili bolj v praktične dele. Tako da, hvala, da ste me poslušali. Se vidimo prihodnjo sredo, 18:30. Ne pozabite, v komentarju si lahko brezplačno naložite priročnik 4 najboljše vaje za izgubo maščobe do poletja. Vsi na Instagramu, prosim, pojdite na Facebook, stran motiviraj.me, pritisnite všeč mi je in se naložite brezplačni priročnik zdaj. Lepo se imejte, hvala, da ste me poslušali, se vidimo prihodnjo sredo. Čau!